No, jaz razumem krščansko demokracijo kot sintezo konzervativnega, tudi liberalnega in socialdemokratskega. Torej, zame je edino krščanska demokratska usmeritev v politiki, ki sodi v sredino, ker ima elemente levičarstva, pro-delavskega, bom rekel tako, če je levičarsko delavsko. Če se sklicujemo na Janeza Evangelista Kreka, potem je to to. Ni pa to klerikalizem, da se razumemo. V Evropi klerikalizma ni več, dovedemo se tega. Vse to, kar se pri nas dogaja in se je dogajalo, jaz temu rečem histerični antiklerikalizem proti ničemu, česar ni. Krščanska demokracija je demokracija. In tako, kot je rekel, gospod zapisal bivši nemški kancler Kohl, cerkev poučuje o Božjih zapovedih, mi stranka pa delamo politiko. Torej, to sta dve stvari. Seveda, in tudi to, mislim, da sem zapisal, da moralne norme, ki jih uči krščanstvo in ki jih politiki, kristjani, morajo upoštevati v svojem delu, veljajo za vse kristjane, pa ne bojo to katoliški, evangeličanski ali pravoslavni, vseeno. Krščanska morala je krščanska in ne more biti razlik in zato pa tudi naprimer v Nemčiji tistih nasproti, kot so svoj čas zbile, huda nasprotja med katoličani in evangeličani, to je stvar zgodovine. In tudi pri nas, če govorimo o krščanski demokraciji, se mi ne zdi potrebno poudarjati katolištva. Imamo recimo v Prekmurju pač dokaj močna prisotnost evangeličanske cerkve in v Kmečki zvezi je bil eden od poslancev v prvi skupščini, ki je bil najstarejši poslanec in je kot tak vodil prvo zasedanje, je bil evangeličan. In nismo se sklicovali na katoliško krščanstvo. Krščanstvo je krščanstvo, moralne norme, ki veljajo za politike, veljajo za vse enako. Samo da so kristjani. In celo več. Celo tisti, ki nočejo biti kristjani, ne morejo negirati tega. Preprosto ne morejo. Krščanstvo je ljudem v genih po tisočletjih. In tudi tisti, ki so antikristjani, ne morejo, dobro se zavedajo tistih moralnih norm in tudi zanje velja, da jim vest očita, tako kot nam, če se pregrešimo. Omenili ste Kohla. Zakaj mislite, da je krščanska demokracija Zahoda, konkretno nemška in avstrijska, dojela, kaj se dogaja takrat v Sloveniji in podprla te procese? No, jaz sem rekel, nekateri poznajo neke geografije in zgodovine. Že to je nekaj. Sicer so pa že prej s petletom kar nekoliko poučevala o teh stvarih in kaj si mi želimo. Zato vam povem 6. decembra 1989 smo bila in
požarni v Münchnu bili povabljeni na Evropsko konferenco Evropske demokratične unije. To je zdaj EPP, Evropska ljudska stranka, Evropska demokratična unija. In jaz sem bil to spolov, ker čisto neč ne znam angliško, potem so mi pa Avstrijci takole na ušesa v nemščino prevajali, da sem lahko sledil, če se govori. Torej, Nemci in Avstrijci so rekel, poznajo zgodovino in geografijo in vedo, kam Slovenija spada. In so razumeli naše težnje. In seveda, krščanski demokrati, ne socialdemokrati. Socialdemokrati so nekako ustrajali na tistem splošnem trendu takratne zahodne Evrope, na vsak način ostraniti Jugoslavije. In mislim, da je bilo tudi precej tistega, da se nasedem na te kardeljanske teorije samoupravljanja po tiste neumnosti. Ampak samo edino krščanske demokrati, že z Italijani je bilo že težje. Krščanske demokrati, avstrijski in nemški, njim se moramo zahvaliti, da je tako kmalu prišlo do znanja. Se zdaj pri nas hvalijo Denšerja. Jasno, Denšer je bil zunanji minister in se je izpostavil, da njim je postal kol. Demokratizacija je bila ključna faza slovenske pomladi. Brez demokratizacije tudi osamosvojitve ne bi bilo. Ko ste ustanavljali Slovensko kmečko zvezo in še prej, ste se zavedali, ste imeli občutek tega, kaj se dogaja in da se dogaja nekaj prelomnega. Je bilo to v zraku? To je bilo v zraku še kako. Pri vseh, praktično pri vseh. Sem pa prepričan, da poleg Zagožna in mene se nihče zavedal, kaj se spuščamo. Da je to, da nas lahko obtožijo kontrarevolucionarne dejavnosti in da to so lepo zagrožene drastične kazni. Ampak vsi tisti, torej, ki so se s takim navdušenjem ustanovljena kmečka zveza. Vsi so pričakovali, da to pa nekaj bo. Sedaj pa bo. Prej, dokler tega ni bilo. Sem jaz dosti krat slišal, ker se je tale mladinska, ZSMS, obnašala kot huda opozicija partiji. Sem rekel, ti leta mladi je pa nekaj napravili. Seveda, potem se je pokazalo, kaj so napravili. Ampak v kmečko zvezo so ne samo kmeti, tudi ostali polagali rupe. Sedaj se je nekaj spremenilo, nekaj se je premaknilo. Vemo pa, da meni je, če se ne motim, je enkrat Emil Javc rekel, Ata Oman, ti si nosil glavo v torbi. Zdaj vas prepustim kolegu, če se strinjate. Ali bi nadaljevali raje z mano? Gospod Oman, ta knjiga je nastala predvsem v počastitev 25. obletnice samostojne Slovenije. Dejanja, za katero je bila zaslužna koalicija Demos. Temu knjigi namenimo predvsem pozornosti. Spodobi se, da tudi nocoj pregovorimo par besed o temu. Pravkar ste povedali par besed o začetkih demokratizacije. Ena stvar, ki gotovo naše poslušalce zanima, predvsem zato, ker v knjigi nanjo odgovarjamo, to se naj ni bila še pojasna, je ta zanimiva stvar. Torej, Slovenska kmečka zveza je bila prva lastnika slovenske pomladi, na vaši domačiji v Zvincu je prišel do dogovora, vendarle pa je kmečka zveza se nekoliko zamikom priključila koaliciji. Da lahko malo pojasnite takratno dogajanje, vi ste že zelo zgodaj morali pokazati vse vaše diplomatske sposobnosti, da ste vse spravili pod skupno streho. Ja. Zdajte, to poletje. No, najprej bi rekel tole.
imeli smo veliko srečo, da je bila slovenska partija pod pritiskom srpskega nacionalkomunizma. Zelo preprosto. In da je Beograd očital, da je Slovenija kontrarevolucija, partija pa nečesa ne ukrepa. Bili so pa slovenski komunisti toliko prisebni ali pa razumni, da so razumeli, da časi socializma odhajajo. In bo treba nekaj ukreniti, da se bojo obdržali. Da bo treba se stopiti z oblasti na ta način, da bojo oblast obdržali. Ker čim so dali to geslo v javnost, so se stopili z oblasti, potem so ljudje začeli spraševati, kdaj bo. Se spomnim, smo bi imeli, mislim, da je bilo 89, je bilo nekje v Rogatcu, kaj ste bili na tako prireditev in tak shod politični, tam smo bili vsi od teh alternativnih skupini in tudi od partije. Dvorana je spraševala, kdaj bo partija se stopila z oblasti. Takrat sem potem jaz rekel, ne, sem rekel, partija ne se stopiti z oblasti. Oni imajo dolžnost inštalirati demokracijo. To morajo še napraviti. So potem napravili. Z ustavnimi amandmaji 89. Torej v septembru smo bili na pol poti v demokracijo. Uzakonili so politični pluralizem, volili politične organizacije in volitve. In celo se opredelili za tržno gospodarstvo. Torej popolno zanikanje revolucije. Popolno zanikanje. Zato jaz trdim, to, kar se je dogajalo pri nas, ni bilo kontrarevolucija, bila je evolucija, ki se je dogajala znotraj partije. In o tem je meni govoril Jan kot profesor, ko smo včasih, ko so bili debatirali, ko so vprašal, stric, povejte, sem rekel, kaj mislite, kako bomo prišli iz diktature? Mi, ko doživeli, bomo evolucijo. In smo jo doživeli na ta način, bilo nekaj vodilnih komunistov, toliko razumnih, da so vedeli, da se čas partijskega sistema izteka in da je treba nekaj napraviti. In nismo jim pravzaprav prišli pomagati. Nismo jim prišli pomagati, da se je izpeljalo tako, kot so se oni doživeli. In tem bo to ta pritisk srpskega nacionalkomunizma je pa nam šel na roke. Ker zdaj partija je pa potrebovala neko obliko nacionalnega konsenza. Ker neprestano so se čutili ogrožene. Kako mislite s tistim mitingom resnice, ki je bil namenjen temu, da zrušijo Kučana. Kot so dali ena za drugim, Črnogoro, Kosovo, Vojvodino. In zdaj, ko je bil tist v Cankarjevem domu tisti v podporo kosovskim Albancem, ko so bili so nas poklicali zraven opozicijo, so poklicali zraven, so v sodelovanju tisti prireditvi. To je de facto legalizacija. To je konc februarja 1989. Čez zmeraj smo bili mi na pol ilegalni. Meška zveza registrirana kot društvo, ostali so bili vse v Rusku. Ampak to je bila de facto legalizacija,
Dejanska pravna je prišla pa z ustavnim amandmajem šele potem v septembru. Torej, to je bila prva stopna demokratizacija. Druga je pa potem seveda zmaga Demosa in tako naprej. Nekako, če nadaljujemo o tem, kar ste pravkar razmišljali, veliko se iz časa slovenske osamosvojitve govori o takratni enotnosti. Vi imate del tega določene menike, ki naj bila enotnost, naj je ni bilo. Bi nam lahko to malo povzeli, kako vi vidite takratno enotnost in neenotnost. Ko je prišel predlog za plebiscit, se pokazalo, kakšna enotnost je to. Zanimivo je to. Samo kakšen mesec prej so tako imenovani socialisti, takrat mislim, da ni bil več Smoler predsednik, da je bil Žagar, prišli s predlogom za plebiscit. Vlada je zavrnila, ker je bilo predvideno, da bo sprejeta ustava samostojne države, ki je bomo dalo sprejem na referendum. S tem bi bil plebiscit upravljen. Ampak, gledajte, niti najmanjše negativne reakcije ni bilo, ko so ta predlog dali socialisti. Zdaj pa lahko. Bila to ali čist navadna propagandna poteza za stranko, ker so pač vedeli, da so ljudje siti te jugovine, ali pa je Smoler, ki je bil totalno jugoslovan, bil toliko zaverban v to, da je verjel, da bi Slovenci zavrnili odcepitev. To možno, da podvomimo to. Mislim, da je samo tista propagandna poteza. Ampak nobene reakcije proti tistih, kakršna je bila potem, ko je prišla od Demosa pobuda za plebiscit. In da pa to taka reakcija. Kdor ni bil na tistih sestankih, se ne more predstavljati. Ampak, zanimivo, Kučan je tiste sestanke moderiral zelo pametno, popolnoma neutralno, nikoli ni pokazal, da je ali za ali proti. Najbolj so pa izstopali tile iz SNS-a, takrat so se že razglašali za liberacije. Liberacije je bil groz, podjetniki so liberacije, ne pa. Morate si predstavljati. Ampak potem je na vsem lepem so nehali. Jaz sem pripričal, da je Kučan poučil, da je treba pač, da so videli, koliko je ura in da bo treba to sprejeti. In meni je pozneje enkrat Pučnik dejal, da bi jih morali pustiti, pa sami spela. Jaz sem pa ustrajen, da tem ni treba doseči dogovor. Veste, je bilo riskantno. Ti ljudje zelo obvladajo komunikologijo, že vedo kako. In mi bi lahko pogoreli, če ne bi bili dosegli tiste enotnosti. Ampak pa je pa bila enotnost, ko smo se držali so se, ko smo podpisali, da bo to naš skupni projekt, so se držali tega, so držali besedo. Potem smo bili pa res enotni. In potem bo samosvojiti. Do zadnjega so v skupščini samo nasprotovali vsem, kar se je sprejemalo v smeri osamosvojitve. Jaz se prav dobro spomnim enega pogovora, mislim, da je bilo to maja meseca, ko smo se v eni od vsejnih sob na predsedstvu dobivali zastopniki
strank, članskih skupin, če smo mogli, in se dogovarjali, kako bo uspela. Potem sem enkrat med odmorom ujel pogovor med Pučnikom, ven na hodniku, med Pučnikom in Ribičičem. Kaj vendar mislite, zakaj tako nasprotujete? Prav Ribičič. Moraš vendar razumeti, da mi, naša stranka, v tem ne vidi interesa zase. Onda potem nazadnje se bo vendar toliko odnehal, da se je bila možnost sprejeti samosvojitvene zakone. In tudi temeljno ustavno listino, ki je bila potrebna dvotretjinska večina. Nazadnje so to. Ko so uvideli, da je treba, to nekaj nagaja. Potem smo bili pa res enormni. Kakorkoli že. Zelo pomembno je, kako se obnašajo vrhovi politike, vrhovi stranke. Ljudje sledijo, tudi njihovi. Ki bi mogoče, če bi brez tega dogovora vprašanje, kako bi bi to izpeljali. Poštevajte, večina oficirjev teritorijalne obrambne je dopad. Policija pa sploh. Pa brez policije ne bi šlo. Ne bi šlo. Gospod Oman,